Lepo pozdravljeni, dobrodošli v svoji družbi. Jaz sem Liza Marijina in danes bom govorila o 7 razlogih, zakaj iti na terapijo. No, meni je psihoterapija res spremenila življenje, kolikor se to mogoče podcukrano sliši, je res. In verjamem, da lahko prav vsak nekaj odnese zase. Nobenega nočem nič prepričevati, seveda odločitev je vaša, ampak rada bi predstavila svoj pogled na to, zakaj je terapija tako doprinosna in nagovorila morebitne odpore, torej mehanizme, ki nas držijo v coni udobja, ki nas varujejo pred spremembo, četudi bi bila ta mogoče potrebna. Tako, evo. Še ena stvar, preden začnemo. Mislim, da za začetek je mogoče dobra izbira psihoterapija 1 na 1, sicer pa verjamem, da so zelo doprinosne tudi skupinske dinamike. Jaz sem delala tudi z eno bioterapevtko, blizu so mi telesno orientirani pristopi, ampak to pravzaprav nima zdajle veze. Kar hočem reči, da ko rečem terapija, terapevt, mislim eno poglobljeno, dolgotrajnejše delo na sebi s pomočjo strokovnjaka. Pa poglejmo. Terapevt mi pomaga priti v stik z višjim jazom. Višji jaz lahko rečemo tudi self, pravi jaz, notranje vodstvo, vodstvo maternice, notranja mati, če hočete, intuicija ali pa kar pravi jaz. No, to je en del, ki ga imamo vsi, smo pa pogosto izgubili stik z njim, ne. In včasih ga je težko slišati od vsega hrupa v naši glavi, od, ne vem, notranjega kritika, ranjen otrok, razni glasovi, misli, ki v bistvu zakrivajo glas notranjega jaza, višjega jaza, pardon. To je tisti del, ki ve. To je tisti del, ki ne obsoja ne sebe, ne drugih. In v bistvu terapevt mi lahko pomaga priti v stik nazaj s tem. Terapevt je v bistvu tudi ena taka sočutna priča, a ne, en tak sopotnik, ki tudi ne obsoja, nič ne pričakuje od nas, ne zahteva. Terapevt nas pač sprejema, a ne, take, kot smo v vsakem trenutku, a ne. In to je v bistvu malo tudi energija višjega jaza. Seveda terapevt ne more vedeti zame, kaj je pravo, kaj bi bilo najboljše, ne, v smislu odločitve v neki situaciji, ampak mi pa lahko s svojim zgledom in tudi z načrtnim usmerjanjem pomaga, da pridem v stik s selfom in da v bistvu zgradim stik in se hkrati lahko večkrat vračam tja, a ne. Tudi če, ne vem, padem v tisto malo ranjeno punčko, recimo, se bom znala vrniti, a ne, nazaj v svoj pravi jaz. Jaz to čutim tako, kot neko tako mirno, centrirano energijo ali pa kot neko ekspanzijo. Verjetno bi to vsak opisal drugače, no, ampak ja, to hočem reči, no, to nam je vsem dostopno, ampak ja, včasih je težko priti nazaj k sebi, tako da terapija pri tem pomaga. Terapija mi pomaga, da dobim več jasnosti, kaj se sploh dogaja v meni, a ne, in posledično tudi zunaj. No, če se spomnim sebe, preden sem prvič šla na terapijo, v bistvu bi opisala svoj notranji svet kot gmoto nekih čustev, ki jih nisem niti znala poimenovati, kamoli jih predelati, v bistvu spustiti čez sebe, ne. In ja, tu že moja prva terapevtka, recimo, je bila plesno-gibalna, in me je stalno spraševala, ja, kaj čutiš, kje v telesu, in jaz v bistvu nisem imela pojma, a ne. Velikokrat sploh nisem vedela, kaj čutim, jaz sem ji razlagala o nekih površinskih dogodkih,
nisem pa znala, sploh nisem vedela, kaj to sploh je, a ne. Kamoli, da bi vedela, kje v telesu, a ne. Ponavadi sem rekla v trebuhu. V glavnem, totalno sem bila odrezana od svojega telesa in doživljanj, no. Hkrati pa čustva so pa vedno bruhala iz mene, a ne, tako nenadzorovano, a ne. Ne samo na terapiji, predvsem zunaj, ne, saj to je tisto problematično. In ja, terapija v bistvu pomaga narediti red, no, v mojem notranjem svetu, a ne. Tudi to, kar sem prej omenila, self, pa notranji kritik, pa ranjen otrok, pa vse tega se pač naučiš na terapiji, a ne, da sploh znaš ločiti, kaj kam spada, a ne, kaj čutim in zakaj, a ne, a je to sploh moje, ampak o tem pa malo več v naslednji točki. Na terapiji je končno prostor za vse, kar čutim. Zdaj v večini, zdaj zelo posplošujem, ampak velikokrat smo bili vzgojeni na način, da so se ena čustva sprejemala, druga pa ne, a ne. Saj stvari se spreminjajo, ampak zelo zakoreninjeno je v bistvu, da veliki fantki pa ne jokajo, pridne punčke ne cepetajo, se ne jezijo. V bistvu pa smo tudi ženske jezne, a ne. Še kako smo jezne. Mislim, jeza ali pa žalost, a ne, če sem prej solze omenila v povezavi z moškimi. To so pač čustva, to so osnovna čustva, ki so lastna, doživljamo jih vsi. A ne, ne glede na to, kaj se spodobi ali pa ne, a ne. Tako da, če jaz doživljam neko jezo, pa je v bistvu ne smem izraziti, jo bom potlačila in to mi bo nekje delalo probleme, a ne. In evo, na terapiji je končno prostor za vse to in ni nobenega obsojanja. Hkrati pa tudi moja čustva v resničnem življenju, če tako rečem, bojo velikokrat problem za drugega, ne. Več o tem res v naslednji točki, ampak terapevt je neobremenjen, a ne. Terapevt je pač tudi treniran za to, da je tam in posluša in sprejema to, a ne. Karkoli že jaz čutim, a ne, in to je zdravilno, no, da v bistvu moja čustva dobijo prostor, da se izrazijo in so sprejeta in ta oseba bo še vedno tam, a ne. Jaz se lahko jezim, kolikor hočem in terapevta ne bom odgnala stran, a ne. Verjetno je to tisto, kar smo velikokrat pogrešali v resničnem življenju, ampak ja, na terapiji lahko začnemo to graditi, a ne, da tudi sebi pustimo čutiti, kar čutimo, čeprav ima mogoče drugi še vedno problem s tem, da se jaz jezim, ampak da znam tudi pri sebi predelati jezo ali pa karkoli, a ne, katerokoli čustvo že se pojavlja. Terapevt mi pomaga pri izgradnji ali pa ohranjanju lastne integritete. Kje se jaz sploh končam, kje se začne drugi, a imam sploh tisti občutek sebe, a ne, kdo sem jaz in predvsem, katere vsebine so moje, katere so pa recimo od osebe nasproti, a ne. Tu bom uporabila en primer iz osebnega življenja. En moj bivši, ne, se spomnim, mi je rekel: "Ja, kaj je moje, kaj je tvoje?" Skozi neko ločevanje. V bistvu ni ravno zapopadel tega koncepta, a ne, ko sem ga hotela uvesti v najin odnos. In ja, gre za ločevanje, ampak z namenom, da bo za oba bolj varno v odnosu, a ne. Recimo, on je lepega jutra mene zbudil s poljubi, a ne, imel je ogromno ljubezni za dati in me je navdušen tam zbudil, ne. Jaz pa ful rada spim in ni mi okej, če se me zbuja, a ne, če ni nujno. In sem mu to tudi povedala, a ne, da se bova že kasneje čez dan lupčkala, a ne, da zjutraj pa naj me kar pusti. In nekako to ni prišlo do njega, ker me je naslednjič spet zbudil, a ne. In takrat sem bila pa jaz že kar malo jezna, a ne, jaz sem to doživela kot prestop meje, mislim, kar je tudi bilo, a ne.
on pa je bil strašno zavrnjen, a ne. In zdaj vi od zunaj mogoče že vidite, a ne, kaj se je zgodilo, ampak midva takrat nisva, ne. In bi bilo super, no, če bi oba znala prevzeti odgovornost, a ne, za svojo vsebino, a ne, ker to, da jaz rada spim, to je moje, pa to, da so moje meje velikokrat bile prestopljene, a ne, ko sem še bila otrok in je to trigger zame, ne, mislim, to je moja vsebina, ne. Zdaj njegovo, ne vem, špekuliram, ne, ker takrat nisva kaj daleč prišla glede tega, ampak njegovo je to, ja, seveda, da ima veliko ljubezni za dati, ampak tudi ta zavrnjenost, ne, ki je takrat izbruhnila, tudi to je njegovo, ne vem, mogoče je kot otrok prišel cel navdušen k mami, pa ni imela časa zanj, ne. Nekaj zelo bolečega je moglo biti glede na njegovo reakcijo, ne, ker kadar so reakcije tako burne, lahko sklepamo, da so na delu neke otroške bolečine. Tako da, ja, koliko super bi v bistvu bilo, če bi oba znala samo prevzeti odgovornost, a ne. Aha, to je moja vsebina, on bi prevzel odgovornost za svojo vsebino, okej, to je moje, ker to dvoje bi moralo soobstajati, mislim, saj tudi je, ampak to se ne bi smelo izključevati, a ne. Midva bi v bistvu lahko sprejela mogoče kompromis, a ne vem, kdaj je čas za poljube in kdaj se spi, ali pa, ne vem, si lepo rekla, aha, midva pa nisva za skupaj, ker jaz se hočem ljubčka zjutraj, jaz pa hočem spati, a ne. Saj ni problema, a ne, ni potrebe po taki drami, a ne, ki se velikokrat zgodi v odnosih, a ne. Verjetno lahko potrdite, a ne, in bi bilo veliko lažje, če bi vsak pač vedel, kaj je res njegovo, pa kaj ni, a ne. Potem tudi, ja, življenje je lažje potem, a ne, ker se ne rabim, ne vem, 2 dni sekirati, zakaj me zdaj tista sodelavka grdo gleda, a ne, ker vem, da je to njeno, ne, bo že povedala, če bo kaj, a ne, mogoče pa sem imela slab dan, pa sploh nima veze z mano, a ne. Na terapiji je prostor samo zame. Kaj mislim s tem? Ja, verjetno ste že velikokrat slišali, ja, moraš najprej sebe imeti rad, pa rada se imej, pa ne vem, take neke stvari, ki zvenijo v bistvu kot floskule, pa nekako pa čutimo, da so res, a ne, seveda moram sebe imeti rada, ampak kaj to sploh pomeni, a ne? Kako naj se imam zdaj kar rada, a ne? Če pa že celo življenje, ne vem, pazim, kaj si bodo drugi mislili, pa ne naredim nečesa, kar bi, zato ker bo drugi užaljen. Kako naj imam zdaj pa kar sebe rada, a ne? In tudi naša družba je v bistvu zelo storilno naravnana, a ne. Treba je skozi nekaj delati, a ne, biti produktiven, težko tudi počivamo, a ne. Ker ravno pri počitku se tudi celjenje dogaja, ne, tam se integracija zgodi, a ne, če sem samo produktivna, v bistvu samo hitim čez življenje, a ne. Drugo tudi, zelo smo razumsko naravnani, a ne, tako da pač čustvovanje, ki je v bistvu neizogiben del nas, je nekako na stranskem tiru, a ne. Tako da jaz bi res rekla, da je super si vzeti kakšno uro na teden, vsaj uro na teden in se malo ukvarjati sam s sabo, a ne, s svojim notranjim svetom, a ne. In je terapija odlična priložnost za to. Ko si dovolim čutiti negativne emocije, takrat se odprem tudi za več užitka, za več radosti. V bistvu je v našem svetu zelo preprosto pobegniti od sebe, a ne. Hitro grem lahko scrollat, lahko se najem, skadim en joint, karkoli pač je vaš način pobega, a ne. Zdaj res čutiti, ne, to pa je malo težje, a ne, velikokrat, ampak pol, ko si enkrat daš možnost, da se to naučiš oziroma si dovoliš samo čutiti, v bistvu zelo preprosto, ne, ker emocije so pravzaprav samo ena energija, ki gre čez telo
In v bistvu, ko jih res čutiš, pol ne stečejo čez, a ne, saj pol tudi ne zastajajo in niso več tako mučne, a ne. In ja, točno to, kar sem na začetku rekla, a ne, ko čutiš te negativne, ne, če mislimo s tem žalost, jezo, recimo, a ne, ali pa strah, karkoli, ali pa katerokoli nianso tega, takrat začneš polno živeti, a ne, to velikokrat slišimo, ja, polno življenje, ne, ampak kaj mislim s tem? Ravno čutenje v polnosti, a ne, ker potem sem odprta tudi za radost, a ne, za veselje, a ne, ko si upam se zjokati, če se imam za zjokati, a ne, pa sem prisotna tam s svojo žalostjo, 1 uro se zjočem, pa bom pol hitreje odprta tudi za lahkotnejše emocije. Terapija ni isto kot pogovor s prijateljico. Da ne bo pomote, pogovor s prijateljico je lahko zlata vreden, ampak zelo pogosto, zdaj spet posplošujem, ampak pogosto so ti pogovori, sploh med ženskami, a ne, ki smo bolj zgovorne, mogoče kadar gre za take osebne stvari, ostajamo na površini, a ne, v smislu, ja, mi je rekel to pa to in pol sem jaz njemu to in pol mi je poslal ful dolg message, a ti preberem, in v bistvu, ja, ostajamo na površini tega, kaj se je zgodilo, ampak v bistvu pa tisto, kar je pomembno, je pa malo globlje, a ne, in tja usmerja terapevt, a ne, v to, kako sem se jaz počutila, ko mi je on rekel ne vem kaj, a ne, in na kaj me to spominja, od kod mi je to znano. Tam se celjenje dogaja, ne, saj tam je tudi neprijetno, tam je rana, ne, tam boli, ampak tam se pol zdravimo, a ne, na tisti točki, ne pa na površini, a ne. No, če vas do zdaj nisem prepričala, terapija je najboljše, kar lahko date svojim otrokom. In ja, jaz še nimam otrok, pa nočem nič pametovati o vzgoji, sem pa tudi sama otrok svojih staršev in kar pogrešam oziroma kaj pogreša moja notranja deklica, je tisti odgovoren odrasli, a ne, ki prevzame odgovornost za svoje vsebine in jih ne projicira, ne prenaša na otroke, a ne. Tudi če pomislite, ena mama z veliko čustvenimi težavami, a je lahko res prisotna z otrokom, ali jo bo vleklo nekam stran, a ne, ker saj to rabijo, a ne, otroci, prisotnost. Ni tako, ali pa en oče, ki ne zna predelati svoje jeze, a ne, pa jo recimo potlačuje, ali pa se dere, a ne, pa jo izraža tako naven, a ne, nezdravo. Ja, verjetno ne bo mogel naučiti svojih otrok, kako na zdrav način sprocesirati jezo, a ne. In tega se tudi učimo na terapiji, a ne, če se kot otroci nismo naučili, a ne, kako predelati frustracije, pa glej, nikoli ni prepozno, a ne. Tako da, evo, pojdite na terapijo. To so bili razlogi, zakaj iti na terapijo. Napišite mi v komentarje, s katerim sem vas prepričala, če sem katerega spustila mogoče, ali pa kaj je vaš najljubši izgovor, razlog, zakaj ne na terapijo. Lajkajte, subscribajte, jaz pripravljam še več zanimivih vsebin, tako da ostanite v svoji družbi. Zdaj sem povedala, ne? Ja. Velikokrat se zgodi,